The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Šerimko je bilo majico zgubo. Ja, Hili je bilo. Mislim, da je ta Hili toliko mlad. Gleda No, 30 dedek pismo. Pa tudi ta brada pa tako je malo krivljen vas. Evo, Petra že kritizira, kolesari izgledajo starejši, tako da Sončki, dobrodošli nazaj, še en kolesarski podcast, z mano je spet Petra, danes gleda taka mal kisla, mogoče je za vikend preveč gonila, bo povedala. Mi da so počakala konec tele ponedeljkove etape in so zdaj začela v bistvu snemati direkt po etapi, tako da meni so pač praktično ne vem, če je bila kakšna etapa letos, da mi ni bila zanimiva. Je pa res, da dveh teh šprinterskih nisem gledal, sam na koncu tudi tista včeraj sta imela Van der Poel pa, kaj je bil že tale, Jonas nek, Ne vem, povprečno skoraj 51 na uro, tako da ja, vsaka čas, fantje, res, če nisi zdajle dober pripravljen, se že v grupi skoraj da ne moreš voziti. Tako da gremo mi da najprej od začetka. Kako si, Petra? Ja, jaz sem v redu, pa nisem kisla zaradi vikenda, ga sem to kolesarila, ampak zaradi tako te etape danske je bila, ker sem mogoče dobro, pač malo več pričakovala od vsega skupaj, kot mogoče še marsikdo, pa jaz to malo rabim, da Sprocesiraš. ja, če kle sedim 3 ure pa navijam, pa tako. Da mi povej, greva najprej midva na slovensko sceno. A si ti kaj zasledila ta teden, je bilo kaj posebenega? Ne, jaz zdaj, da ta teden zdaj bo mogoče kdo nas lahko kaj popravil, ampak ta teden, da bi bilo prav nekaj ekstra na slovenski sami sceni, ne. Sem pa pač, vemo pa, da je Slovenka Urška Žigart bila 9. na Džiru, če že gledamo pol slovensko, 9. na celotnem Džiru. Skupno je bila Skupno je bila 9., ja. 6. je bila pa na eni etapi. To je bilo na predzadnji etapi, je bila 7. 7. Pa potem skupno 8, pa je zadnja etapa padla na 9. mesto. Ja. Okay. Tako da ja, je tudi odpeljala dober Giro z 2 dobrima klancama, tako da njena sotekmovalka iz njenega kluba je bila celo 3., ta Sara G, kjer je tudi odpeljala neke nore vate na klanc, v slabih 30 minutah je 5,6 vatov na kilo vrtela, kar je za žensko noro, zelo dober dosežek in tako da so pa tudi osvojili to modro majico, ki je za najboljšega, se pravi hribolazca, pa bili so v bistvu 2 v generalni, se pravi med prvimi 10, ne, tako da so bili tudi te izudal dobre punce. To je glede pa Džira in slovenske, zdaj se pravi, mogoče kdo še kaj zasledil. Teh se pravi maratonov, pa tega je vedno veliko, trenutno mislim, da so bolj v tujini popularni maratoni, Dolomiti so bili, se jih je tudi veliko, vedno se Slovencev tega maratona veliko udeleži. No, to je bil prejšnji teden že. A ni bil? Ja, prejšnji vikend je bil še, sem pač midva nisva nič do temu povedala, tako da, ampak no, tako, ampak Ja. da bi bilo pa kaj res, ja, ekstremenga pa nisem zdaj zasledila. Jaz, če sem čist fair, tudi ne. Tako da sem si zapisal pol, kar se tiče telih novih izdelkov. Tisti, ki gledate tur, ste mogoče tudi bili pozorni, glede na to, da je nov kolo pri Bahrain Meridi, je tudi nova Merida vam prišla. Reacto, se pravi ta njihov aerokolo. Jaz sem šel pol gledat, kakšna je bila cena ta starega, kakšna je bila tudi teža, pač tako in ja, so res gledali rabili posodobitev, ker ta star je bil 7,6 kg s top opremo, brez pedal, brez košaric, brez vsega, kar je za moje pojme v današnjem pelotonu po moje malo preveč, kad daš to gor je hiter lahko 8 kg, to je pa vsaj meni za profi je malo prehuda, glede na to, da danes sem prav gledal, ne. Pri Vizmi je vozil edino Sepkus ta njihov climberski kolo, vsi drugi se mi zdi, da so bili na
aero kolesu. Isto sem bil presenečen, je Pogačar je isto vozil, Y1 RS. Tako da zgleda je za dosti teh kolesarjev izkoristek moči, se pravi prenos moči na cesto, bolj pomemben, pa tudi kako se obnaša na spustih, ne. Tako da zgleda, gre kar dosti kolesarjev zbere rajša aerobike, se pravi občutek tega kolesa, kukor pa unga čist climberskega. Treba povedati, pa ti už to znal še bolj razložiti, da ta aerokolesa niso več tako klasična aerokolesa, kot so bila včasih, da si ne predstavlja ljudi pod tem neke široke cevi, od spredi debele head tube. Ta aerokolesa so zdaj zelo prilagojena, tako da se da res z njimi odpeljati tudi klance. Pa tako, kot si rekel, na spustih so sigurno boljši in tako, kot je bila danes etapa, ki je bilo v bistvu vse sam gor pa dol in veliko spustov. Pa ceste so bile zelo take, vsaj ne vse, ampak zelo široke, zelo lepe, zelo se je dal hitrost pridobivati tudi v končni fazi, mogoče na spustih. Tako da pol verjetno tudi zaradi tega so se odločili za ta kolesa. Najbrž tudi zato pustimo za rekreativno uporabo, je vprašanje, kaj je bolj za koga, ne? Ampak če gledamo pri profi že na climberskih etapah dosegajo 40 plus povprečne, ne? Se pravi, za njih je praktično ta kolo boljši v vseh pogledih, razen takrat, ko grejo res v njih par minut, ko se vozijo pač malo počasnejši. Jaz mislim, da na teh pravih, ko se bojo začeli dolgi klanci, pa relativno strmejši, jih bojo imeli. Kakle so bili 10-15 minutni, ne, in je bilo drugače. Ampak jaz sem bil presenečen tudi, glede na to, da je bilo koliko 8 kategoriziranih ali 7 kategoriziranih klancev, sem mislil, da bojo prej z drugim kolesom šli, ampak jih je večina imel še vedno te aero. Zdaj, kar se tiče koles, razlike, mogoče vizualno jih niti ne bi toliko izpostavljal, ampak je bilo mogoče največja razlika včasih, so ta kolesa, takoj, ko si prišel na klanc, si čutil, da te en z elastiko nazaj vleče. Zdaj ta kolesa nimajo več tega občutka in se pelejo zelo dobro tudi v klanc gor. Tudi geometrija in vse skupaj spremenili. Tako da so, pač meni, ko sem gledal tega Reactota, da vam povem par razlik, spreden konc je zdaj tako podaljšan, podoben, tako kot je pa Ridleyju, pa mislim, da ima Canyon tudi podoben, ki sega bolj noter v ta trikotnik. Potem je podsedežno je malo drugače narejen, zadnji trikotnik je tudi v bistvu čist noter dan, ni tako, da je pač širši, kakor je bil prej v ta C-tube dol. Potem še nekaj pri BB-ju, ampak tako, če ga na hiter pogledaš, niti ne opaziš, side by side, vam bom itak dal slikce gor zdaj na zaslon, pa boste videli, je pa tako, meni je všečno, v katero smer so šli, mi tako zgleda glih nekje med Canyonom, pa pol bom rekel Specializedom, tako, mogoče saj meni tako na hiter potegne. Meride so bile vedno tako relativno. Ja, mislim, meni je všečno. Sam upam, da so ga malo shujšali. No ja, sej to pa. Danes delajo na kolesih v glavnem, pač nekako to. No, tako da to je ena stvar, ki imam glede telih izdelkov. Čez ženski Giro so že šla, danes ocenjevanje koles nimava, nobenega niste poslali. Tako da preden greva na tur, ki bo po moje kar večji del debate, bi lahko mogoče šla še za nasvet zdajle, ki smo šli v soboto na tale Alpe odpeljati, velo izlet, glede oblačil. Kle sem bil jaz najbolj neumno oblečen, to lahko povem, ker sem bil edini buksel, ki nisem imel ne podaljškov, ne vetrovke, ne brez rokavnika, se pravi nič. Tam, če bi se uscal, bi jaz bil bogi toliko, da joj. Sicer na koncu sem imel ful zegan, ker me ni zebal ne na spustu benmu, ne gor in je bilo super. Po tvojih bradavičkah ni tako zgledal, da te ni zebal. Ja, tako, počutil se nisem, da bi me prav neki orang zebal. Tudi pol, ko smo se spustili dol. Na vsake toliko časa zgledal, kaj ena čoperjena kura, tako da, okej. No, ampak
Ja, no, tako da bi mogoče za vse, sploh zdaj vas je kar neki, ki greste v Francijo, imejte sabo vsaj tele rokavčke, sploh če boste šli s kolesom gor na klanci in boste gledali, ker razmere v gorah se lahko kar hitro spreminjajo, ne, se pravi to, pa brez rokavnik. Klete moram povedati, da zdaj so razmere v hribih še hujše, kot da so samo rokavčki pa brez rokavniki. Trenutno se po Dolomitih vozijo v dolgih hlačah pa v dolgih rokavih, kar nekaj jih poznam, ki so tam zdajle, tudi slovenske specialkarke so tam, malo se vidi po slikah, ki jih objavljajo, tudi en prijatelj je Habič, tam je tudi dal sliko gor, je v dolgih rokavih, v dolgih hlačah na Gaviji, na Stelviju je sneg padel, tako da mislim, da zdaj, če se odpravljate... Se pravi, štartaš spodaj, si v kratkih, pa se na sred preoblečeš, pa... Ja, v bistvu mislim, da so to že tako mrzeli, verjetno že v dolini, a ne že na 1500 metrih, kjer se štarta, verjetno že tudi neke vročine. Je pa tako, no, če se odpravljate nekam kolesariti pa v tujino, je najboljš jaz, kadar greva midva recimo za 14 dni več ali pa za en teden, prvo jasno pogled vremensko napoved, ne, to se danes že kar nekako dosti dobro da, zdaj, ko še bo rekel, se ne znajo napovedovati noben vremena, ampak ja, da se malo pobrskati po raznih spletnih straneh, jaz sem to že večkrat povedala, več strani je treba pogledati, tudi Bergfix je dobra recimo stran, GFS Vetrcentrale, to je nemška stran, imajo z predikcijo zelo dobro usmerjen. Tudi naš Arso za 3 dni vnaprej, Aladin se lahko pogleda, tako se lahko uporabi, kar smo mi naredili zadnjič, kar sem jaz naredila zdaj že mogoče ne 2-krat, 3-krat, ko je bil izlet. Pokličem dežurnega meteorologa, sicer je €1,50 na minuto to plačilo, ampak mislim, da zato, da greš ti mirno nekako na pot, je kar v redu. Jaz sem ga lepo poprašala, kakšen kaže vreme med 12. in 3. Pavličevo sedlo Jezersko in moram povedati, da je do pike natančno povedal, rekel je, da je lahko v tem času gor pade neki kapelj, da hujšega naliva ne bo in da pač tudi nekaj hudega mraza, da sicer če bi bil naliv, da so lahko nizke temperature temu času, ampak da ne kaže za ta dan. Tako da mi smo šli in točno to, na Jezerskem je padel par kapelj v tistem času, ko smo bili in potem nismo imeli več nobenega dežja. Tako da se vreme, a ne druga stvar pa, če se pa potuje, vzeti različno opremo sabo, sej v končni fazi to spet prostora, to ne zavzamejo anorake, vetrovke, brez, se pravi rokavčke, nogavčke, če že ne, mogoče 3/4 hlače, če veš, da se odpravljaš v take kraje, da bo res mraz. Tisti, ki pa greste na tur v Alpe, ponovadi res je vroče. V Alpah, saj mi smo do zdaj vedno to doživeli, da je bila vedno vročina, ampak se pa tudi lahko zgodi, da je kakšen mraz in takrat je treba imeti sabo. Mi takrat, če gremo etapo gledati s kolesi na kakšen klanc, kakšen ruzaček, kljub temu, da smo na specialkah, te naštrikce so dobri ali pa kakšna taka se dobijo taki, da nisi glih, kada greš v hribe, ne, da se da kaj noter, mogoče so tudi fajn kakšne japanke, da se čevlji probujajo, da nisi glih tam bos, ne skačeš. Tako da to so ne taki nasveti. Poskrbeti za vodo, ker je dostkrat ni na teh klancih ničesar za spiti, če je vročina, mi smo bili že zelo velikrat žejni. Tako da to so eni mogoče taki nasveti za tiste, ki grejo. Za ta vikend pa ja, ti si bil pač bumbar, zato ker nič nimaš presep, ker se ne razmišljaš, pač si mali otročiček. Se bom drugič ti prej napisala, že 2 dni prej seznam, kaj moraš imeti oblečen. Ja, jaz moram reči, da sem bila glih fajn. Imela sem anorak sabo, tak zelo dober tudi za dež in na spustu v bistvu na 2 spustih sem ga oblekla in mi je prav dobro prišel, tako da. No, meni, kar se tega tiče, na koncu me res orang zegen, da se je tako vreme izkazal, kukor je bilo, ker unih par kapal je bilo, ko smo se uspenjali in niti čutili, oziroma mi še orang sedel. Tako da je bilo res vrhunsko. Jaz parkrat, ko sem bil v Dolomitih, lahko rečem, da spodaj smo imeli tudi v Bormiju, glih pod Stelvijom pa Gavijo, smo imeli 30 stopinj že, ali 28, že ob 10-9 zjutraj, ko smo šli gor, ko smo kavico pili, smo prišli na Gavija je bila ok, ko smo prišli pa na Stelvijo, je pa tako na pol sneg, dež padel, par stopinj je bilo, pa
Ja, se čisto pravi, oblačen vreme je gor. vremensko napoved, pač kamorkoli se odpravlja, še treba malo pogledati in se tudi glede na to malo pa obleči. Pa včasih je boljš imeti kakšno malenkost več. Vem, da je težko te naše žepe vse živo stlačati, ampak recimo v te tvoje drese gre ogromno stvari noter, v te žepe res ogromno lahko noter spravaš. Zdaj eni dresi imajo to malo boljše, eni malo slabš narejen, ko gre noter v žepe, ampak ja, treba je natlačati čim več, kakor se A veš, da. zato smo se glih pogovarjali. Daj smo šli, po moje glih v soboto smo se pogovarjali. Po moje sem Žigata glih Hamuna vprašal, ko grejo, koliko sprav v žep noter in je rekel, ja, da so noro veliki te žepi v primerjavi s kakšnimi drugimi majicami. Ja, te žepi so res, se smo jih že proučevali, kako so narejeni in imajo en poseben patent narejen, ki ga na drugih dresih ni. To smo celo šiviljo eno gledali in je rekel, da je zelo zakomplicirana narejena zadeva. Zaradi tega tudi nam nekaj tazga ne morejo narediti, ker bi pomenili to zelo podražili. Samo šivanje. Tako da smo imeli nekaj, malo smo hoteli pofejkati ASO z drese, pa se jih ne da, oziroma bi bilo. Zato pa so 200 € dresi, jaz pravim, oziroma zdaj jih imaš ti celo za 95 € tak dres, ki je drugač 200. In jaz, kadar greva sama dva z Mirsadom, da nismo v tej velo ekipi, pa to moram reči, da takrat najrajši oblečem tvoj dres, glih zato, da dam lahko čim več stvari noter v žepe. Sicer smo jih letos tudi žolno zelo dobro dodelali, tako da imamo veliko večje žepe in jih vsi pohvalijo, veliko bolj elastične, tako da se tudi nekaj več da noter spraviti. Zdaj pač če delaš 50 do 70 km, ti res to ni pomemben, če greš pa na tako furo, ko smo šli mi zdaj, je pa tudi to pomembno. Ja, se kle lahko še povem, ka rečemo za Stelvijo imam ta primer, ko sem bil bučman, pa za Mangart, ko smo isto štartali, ta krog smo naredili. Ja, pač tam, ki je najbolj mraz. Prideš na Vršič gor, je bil še sonček, vroče za PP, se furamo še dol, vse v redu, še ko smo prišli gor do vrha, do mostu, je bilo še čisto, pa se začnemo spenjati bolj proti vrh, ko smo šli, bolj je bilo črno in ko smo prišli gor, megla, čist čuden, par stopin in me spet za spust me je prav zebel ka cucka, ampak ja. To je lahko tudi kar nevaren, če te zebe fajn na spustu, že zaradi spusta sanga. Dej mi še povej, ti si zdaj imaš, koliko si približen težka? 62 kg. Ti si računaš ogljikove hidrate na težo? Jaz si hidrate v bistvu računam na težo, ja, te sploh kar se tiče dnevne prehrane. Ne, se bolj govorim za tako turo, ko smo šli zdaj. No, jaz imam na kolesu je v bistvu nekako, tako kot je bilo meni predstavljeno strani fantov z Human Performance-a, eno je stvar, da ti naredijo testa, tako kot so ga meni, ker imam narejen test, koliko približen kuraš, po katerem pulzu, na katerih vatih se prav ti laktatni pragovi se določajo in takrat se točno ve, pri katerih vatih koliko začnem kurti in se predvidi, kakšna bo trasa in potem se lahko tudi predvidi, koliko boš pojedel hidratov. Tako da jaz imam pri svojih treningih vedno pri nizkointenzivnih 40 gramov na uro, pri malo više intenzivnih 60 gramov na uro hidratov. Pri takih urah, ko smo šli mi zdaj, kjer relativno se nismo gonili, da bi šla jaz zdaj neke tilte pa do daske pa v smrt, sem tudi teh 60 gramov hidratov na uro ohranila, ampak sem jih res začela že od samega začetka takoj dodajati, pa takoj od štarta, takoj v prvi uri 60 gramov hidratov. Se pravi, si načeloma imela v povprečju 60 gramov na uro. Okay. Je pa res, da tukaj je spet ta stvar, ženske nekako manj hidratov kot moški pojemo, to je dejstvo. Recimo jaz primer se do to računam, da jih nekaj 80-90 mogoče na uro rab, tudi kaj je malo gospodži, pa tako pa je treba malo več pojesti. Pa se tudi dejc, kukar je suh, je še zmer težek. Čeprav nekako se to ne preračunava na kilažo, tisto, ko si ti na kolesu, zaradi tega, ker je tudi preračunan, da nekje več kot 120 gramov na uro ne bi telo bil sploh sposoben več prevzemati, oziroma ga moraš res noro natrenirati, te, ki so ultraši, govorimo, tudi te, ki so na turu, če gledaš zdajle, ki vozijo, glih danes je bila na turu predstavljena hrana, koliko je pojedel, mislim, da glih Ben Hilli, mislim, da je glih za njega predstavljen. In pač če se vidi, da več kot toliko ne gre in ne moreš pojesti, on je, ne vem na kateri etapi pojedel toliko hidratov, kot ste rekel zdaj za to furo recimo, in oni nekje pojejo od 90 do 120 gramov hidratov na uro, in to je zdaj več
ti lahko poješ več, ampak telo več ne bo prevzemal. Tako da je pa res, da včasih vse ne boš pa pojesti več, kot pa premalo. No. To je pa dejstvo, ker te pa hitro lahko porezira. In mi smo zadnjič, moram reči, da meni je bilo ful dobro, ful je bil lep izlet. Dobro sem se počutila, niti naslednji dan nisem bila tako skurjena in moram reči, da tako traso, toliko dolgo, s toliko višinci, pa s tako povprečno je še nikoli nisem zvozila. Pa s toliko dobrim počutjem tudi na koncu. Tako da to je v bistvu tudi bila mogoče prva taka res intenzivna trasa, sploh odkar sem na teh treningih. Se smo lani prekolesarali veliko v Franciji, Nici, ampak nikoli s takim tempom. Mi smo imeli zadnjič 27, pa čez povprečno, kar se mi zdi, da je kar glede na to, koliko smo klanca prevozili, kar dobro. Tudi moram reči, da mi je bilo ful všeč, ker smo bili res dokaj enakovredni. Ja, pa nismo se zdaj vsi smo uživali. Tako, to mi je bilo res. Tako da, mislim, da bomo to ponovili, tako da jaz sem že danes dala na Instagram Velobar utrinke slikc in od spodaj tudi za komentirati, preiščemo predloge trase, lahko tudi pod tem videom predloge trase, jih bom jaz pogledala tudi pod tem videom. Najverjetneje bi šli naslednjo soboto, mogoče spet eno tako težje odpeljali. Ta teden bomo šli vse eno mečkan, bomo verjetno tole Bloško jezero bi šli, no, pa Cerknico, Rakitno, pa na tiste konce. Ja, eno dobro, mogoče bi še malo se kam zapeljali, da bomo imeli še kakšen kilometer več, no. Pa naredili ene 2 skupine, tudi Luka je rekel, da bo pelil, tako da se bomo malo razdelili. Bomo tako naredili traso, da bomo šli, da bo velo izgled, da vsi lahko pridete in bo za vse primerno. Tako da ta vikend. Naslednjo bi mogoče ali pa enkrat spet, ker je bilo kar lušten, ponovili nekaj podobnega in tistega traso, ki bomo izbrali, oziroma bo vsaj približno njegova trasa izbrana, bo dobil od Velobara ene nogavice, kolesarske pa 2 bidona. Tako da tukaj spodaj pod tem videom komentarji na Instagramu, na Facebooku, posod in bomo izbrali eno dobro traso. Moram reči, da prihajajo že zelo dobri predlogi. Ne pretiravite, prosim, tisti, ki dajete z 200-kilometrske trase, pa to sigurno ne bomo šli voziti. Se pravi, cirka 150. Do 170, to, ko smo šli. Nekaj tazga, ko smo šli zdaj, tako lahko si pogledajo na naši stravi, od naših vseh profilih, koliko smo to odpeljali. In nekaj, do 200-500, mogoče maksimalno višinci, da so, zato da mi vse glih napokurimo čez do teme, da smo v kolane. Tako da pa vsi, ki se mogoče daj čutite, da bi bili sposobni z nami odpeljati tako traso, zdaj ste videli, kako smo jo odpeljali, pa ste tudi vabljeni, pa lahko povprašate spet, daj bo tak izgled, pa greste lahko tudi z nami. Mislim, jaz sem to bolj zaradi tega začel to temo, ker sem imel že danes 2 tukaj, ki grejo zdaj ali v tujino, ali bojo kle odpeljali kakšen tak malo bolj zahteven krog, zato da približno vejo, koliko je treba kaj jesti, ker se mi zdi, da na splošno teka ne delajo veliko kilometrov, ne? Ja. Rečemo, par jurjev na let, da vsi pozabijo jesti na kolesu, ker jaz sem to je tisto, kar te porazira skozi potem. Ja. Tako je tudi mene vedno, jaz moram reči, da nikoli nisem res tako dobro odpeljala. Je pa ena stvar, eno je, kaj ješ na kolesu, zdaj, če sem jaz dala eno dobro, mogoče vam čisto dobro smernico, pa da rečemo punce 60 gramov na uro, fantje 90, mislim, da če se boste tega držali, falili ne boste nič. Je pa tudi pomembno, kaj se je prej, že en dan prej. Če zjutraj štart, se že s kosilom začne jesti, poveča se vnos hidratov, zmanjšuje se vnos maščob, vlaknin, zelenjave, sadja, zato da ni problem pri prebavi. Res čim bolj na hidratih, se pravi makaroni, riž, mlečen riž, gres, bel kruh. In to en dan prej in spet za zajtrk vstati 2 uri, preden se gre na kolo, pojesti nekaj konkretnega spet in mislim, da če to zredil se ne bo nobeden, definitivno ne, ker jaz sem zdaj pokurila. Ne moreš to pojesti, kogar pokuraš. Ne, jaz sem bila blizu 3000 kalorijam, s tem, da res nisem šla neki v nore številke, ali več, 3700 kalorij sem pokurila. Skoraj tukaj je spol. 3700 kalorij, tam malo jih je 4,5. Jaz sem jih 4 ure, manjka 4 ure 100. Sam je pa res, da imam jaz ful nizek puls, ne. Ja, jaz ga imam kar, no, ampak nisem zdaj, jaz sem šla, moram reči, da zelo po pameti, bi lahko temu smo včasih rekli. Koliko si imela max? Mogoče veš puls? Ali pa popreč vse?
ne povprečno, ne vem, ampak maks sem ga imela 170, 171. Tukaj ima že tako dobrih 10 utripa več. Jaz to smo ženske, ga imamo normalno 10 utripa več. Pa ta malga ima tudi tiste, ki nismo trenirani. Pa ta malga ima tudi več. Ženske, otroci pokurimo več, prej se nam prazne v glikogen. Moramo pohvaliti, da tisti, ki še niste gledali videa, si pogledajte video, najlepša vetrovka vseh časov. Tako da Ata Hamun dober zga nategnil. Ja, meni se je kar malo smilil. Ja, sej presežen, ki je dal gor. Dober je prenesel to za tog starega fanta, res. Bil je ki ga postaviš v kotu v čilenci, res, da se vsi norce z njega ampak delajo. Sej pravim, da vidim, da je že navadil se počas tega. No. Se ga že kar veliko časa poznam, pa je že navajen. Glede na to, kdo je pa njegov fotor, pa itak. Pa trener Blaž, zelo lepo se je pelil, ni nič skakal, ni delal pizdari, glede na to, da je z mano prišel na klance gor, je šel zelo, zelo počas. Pa sej mislim, da smo šli vsi nekje po enih svojih sposobnostih, da smo kar lepo prišli okoli in pač nekako predvidiš traso, veš, kakšna je. Jaz sem pač vedela, kakšna je trasa, zelo dobra in pač razporedila sem te moči. Malo smo šla mogoče na prvi klan že malo preveč od začetka, mislim ne od začetka, ampak na koncu, ker sem pač vsem hotela še se pokazati, da vsem gre, ampak pa sem hitro si mogla sama pri sebi po moji glavi, da to ne bo v redu, če tako nadaljevati vsak klan, tako ne bo šlo. Tako da, pa sem še naprej lepo, tako treba. Mislim, jaz moram reči, da sem prve dva sem odpeljal z nekih 80%, toliko, pač, ker sem vedel, da vsakič, ko sem furil Alpe, sem na zadnji klanc bil gotov, ne? Se pravi, na Črnivcu sem komi prelezel gor, takrat, ko sem še vozil Alpe, je bil še originalen krog, zdaj gre kontra. Sem vedel, da bo tako in pol, ko smo štartali zadnji klanc, sem šel še odtočiti, pa sem pa rekel, zdaj pa moram uloviti saj vrsta zadnje in pa sem začel in pol je kar šlo in sem odpeljal na direkt 100% FTP-ja cel klanc, kar sem bil tudi jaz ful tako. Je bila ena kljukca na konc dneva. Glede na to, da sem pol bi lahko še do Ljubljane, bi lahko ga gonil brez problema in res sem se dobro počutil. To ti naredi, če ti pravilno razporejaš moči, pa če se dobro naješ, pa če si spočita. Veliko smo pili, bidone smo točili, jaz sem jih tudi 6 bidonov sem preračunala, da sem spila. No, sem jih 6 pa vreten, če bi še kakšnega več, tudi ne bilo nič narobe, sam ni bil toliko vroč dan, no, tako da to se je tudi poznala. Če bi bilo bolj vroče, bi še kakšnega spila, pa se ne opiram jaz pijači vodi, pač tako da, ampak ja. Tako da mislim, tudi pol je bilo klele fajn, pica nas je glih prišla, ko smo prišli da te kap in ne vem, koliko nas je bilo tisto pico smo pojedali, meni se zdi tako kot podgane. To je res, jaz še prej sem telefon prijel roklo in sam še bilo tako 10 kosov. Sploh nisem mogla slikati. Res kolačni. Sem glih pršel, je bilo še 6 kosov. Ja, sem rekla, kje je zdaj Anže, če ga navlej, pač koga šiša, naj se on tušira, mi bomo jedli. Meni je, to je tudi zgodba Tim Podlogar je vedno rekel, najprej se moraš najesti, potem se greš pa tuširati. Po treningu 15 minut, po taki furi, čemrkoli, telo takrat največ absorbira, takrat nazaj noter jemlje. Jaz sem smuti klespil. Ma tisti tvoj smuti, dajno nehino. Meni je dober, jaz sem tudi ređen, jaz sem ređen spila tudi takoj, ko sem prišla sam. Ti rabaš tistih toliko hidratov na kilo takoj nazaj dobiti čust. A imava še kaj od tega izleta, kakšen tak napotek zdaj za vse, ki grejo na kakšno daljšo? Ne, mislim, da sva kar povedala tole hrano pa oblačila, to je mislim, da tisto, kar je najbolj pomemben za tako dolgo traso. Pit je skoraj pismo. Jaz moram reči, da je sploh na vroče dni, ne? Da jaz sem se takrat zajebil, ko sem šel odpeljati traso, ko sem šel čez Soško planino, ja. In zdaj sem videl, da moram ful več piti. In če bi bilo ful bolj vroče, bi jaz pil vsaj še 2, če ne 3 bidone več na tej trasi. Ker na začetku sem pozabil piti, ne? In sem imel še skoraj, in pa sem kar začel in sem se ful dobro na koncu počutil. Ja, jaz tudi. Jaz popijem veliko, tako da pač tukaj vem, da nimam problemov. Enač, greva kar na tura, ne? Zdaj mogoče najprej za začetek, tukaj meni zdaj ful zanimiv, ker me moja sprašuje, ko gledava kakšno derko ali pa ona gleda, pa pol tako,
začne govoriti, zakaj pa Pogačar, a ni Pogačar v rumeno, zakaj pa zdaj ne šprinta ali pa zakaj pa ni od spredi, ki je šprinterska etapa, ne? Tako da mogoče bo zdaj za tiste, ki spremljate dirkanje že nekaj časa, vam to ne bo tako zanimiv, ampak za vse, ki pa ne spremljate, pa ste mogoče zdaj nek novejši kolesar, je pa zadeva taka, da na turu je podoben tako, kot pri košarki ali pa pri kjermokoli drugemu športu, imaš ti nekoga, ki konstantno dobiva žogo, zato ker je najboljši in temu bomo rekli, da smo Pogačar. Pa imaš pa pomagače v vsaki ekipi, ki delajo za njega. In rečemo, Pogačar je nek vsestranski kolesar, ki lahko dobi marsikaj. Po večini so pa kolesari taki, da je en dober samo za šprinterske etape, en dober samo za res dolge klance, en dober za kratke klance in tako naprej. In vsi delajo samo za uno etapo na turu za njega, lahko, a ne? Če se ne gre zdaj za neko skupno uvrstitev ali pa kukarkoli. Upam, da sem logično razložil, ali ne? Ja, v bistvu ti zdaj daješ primer ene ekipe, a ne v tem primeru res Pogačar, tudi, ker je Pogačar tudi lahko to povemo, da je to kapetan. Yeah. V tem primeru, tako kot si povedal, v nogometu, pri košarki posod so kapetani, a ne. In ja, on ima pomagače na ta način, tako kot si ti povedal, dejansko podrejene. V njegovi ekipi, v njihovem primeru so 100% podrejeni njemu in nimajo recimo pomagača, ki bi lahko nekoga v šprint vlekel, dejansko oni nimajo, tudi šprinterja dejansko ta prav ga nimajo, v tem primeru na turu. A pa te drugače vprašal, da greva tako, zakaj pa sploh rab pomagača? Zakaj rab pomagača? Pomagača rab zaradi tega, ker je danes v današnjih časih kolesarjenje rado tudi eno tako taktiziranje, kjer ni več vse samo na juriš od samega začetka pa do konca. Velike klancov, kjer je treba pač njega pripeljati čez, kjer bo on porabil najmanj moči, in ko se ti v zavetrju voziš, je dokazano, da do 40% moči kuriš manj. Se pravi, on obrača veliko lažje vate, ko se vozi za svojimi pomagači. Zdaj se je v tem primeru, recimo do zdaj se je Velens pokazal za trenutno najmočnejšega, ker so bile take trase, ampak mislim, se bo to zdaj obrnil, počas bodo prehajali že Narvaje, se je bil danes Soler, Yates, se pravi, to so fantje, ki so pa bolj za klanc, kjer mu lahko pomagajo, tako kot si ti rekel. In jasno, nekaj je tudi nošenje vode, pijače, hrane, čeprav smo to tudi Pogačar sam nositi, ne. Ampak ja, v tem primeru, zdaj, če še ti veš, zakaj rab pomagače, še ti povej. Kle bi te mogoče sam dodal bi še, danes se je zelo lepo videl razporeditev tistih moči v Red Bullovi ekipi, ker se je Lipovic na klanc gor se je postavil na uno stran, kjer je pihal veter, zato da je imel Roglič, se pravi, da je bil za veterju, da ga je lepš pokril, ne. Vsi stali so bili v ravni vrsti, Lipovic je bil skozi levo od njega, zato ker je z leve proti desni pihal veter. Tako da, jaz sem danes videl, da tudi če je Lipovic pol na konc prišel pred njemu v cilj, dela Lipovic za Rogliča. In mislim, da se bo to v naslednjih etapah še dosti bolj pokazalo. Bomo videli celo, da bo Roglič pač, jaz upam, da nov odpovedal, mislim, ampak so še vse odprte karte. Se je pa zelo dobro videl, da tudi če mogoče tako razmišljamo malo, se mogoče bo pa Lipovic zdaj pač ta glava, ne. Jaz mislim, da se je danes pokazalo, ampak zdaj, ko si pa na Boro preusmeril glih, ne, za tiste, ki ne poznajo Bora, je pa malo drugače prišla pripravljena na tur. Bora so pa prišli očitno z 2 ciljema, po etapni zmagi in nekako vsem še po GC-ju, kjer sta zdaj v bistvu mogoče bi na rekovajih lahko rekli Primož pa Lipovic prepuščena malo sama sebi in so ostali nekoliko bolj šprinterski fantje, kjer bi v bistvu lahko s kakšnimi dobrimi, ki rečemo lead outi, se pravi, kjer prepeljajo v šprint njihovega šprinterja, imajo tudi šprinterja v njihovi vrsti, tako da to je pa spet drug tip ekipe, ki je prišel. Mogoče še en tretji tip bi bil lahko tudi nekako, ja, pa tudi zelo podoben temu, so tudi Vizma, ne, tudi Vizma, če vidimo, niso čisto 100% podrejeni Pogačarju, so šli na etapno zmago, se pravi, danes so jo dobili, tudi zadnjič je Živan Arč šprintu. Zdaj, jaz mislim,
da to se jim lahko tudi maščuje v končni fazi, taki podvigi, a ne. Ampak ja, mislim, da je tukaj UAE 100% taka ekipa, ki bo šla podrejena, pa so tudi še druge ekipe, ki so... Ja, se je kle lahko, mogoče, če greva nazaj na šprint, se je zelo dobro videl, kjeri šprinterji so zdaj, rečemo, ta glavni, ki so prišli na turne. Intermarš ima Girmaja, pol ta glaven, ki ga vsi omenjajo, je Milan. Tako. In se je zdaj glih včeraj se je zelo dobro videl, koliko sta različna šprinterja, Merlier pa Milan. Milan je tist, ki ga moraš pripeljati in je za par 100 metrov mogoče najmočnejši. Včeraj, ki ni imel tega lead-outa, se je mogel sam malo znajdati, je takoj več moči pokuril in je Merlier, ta se pa tako znajde v grupi, da je sam gledam. Se tudi, ko ga vidiš iz dol posnetek zračnika, vidiš Merlier enkrat ožijo od Majlena, ne? Ja, sam tudi tako, če gledaš... Majlen definitivno eksplozijo, sprint, ampak ja, Majlen, Rab... Merlier. Ne, Majlen, Rab, Milan Rab se pravi nekoga, ki ga pripele. Merlier se pa zelo dobro znajde. Tako da ja, mislim, da kar si že zelene majice, bo še tudi ena borba, ampak mislim, da bo res med Milanom pa Merlierjem poteka vnaprej ta boj. Ne, Girmay mislim, da je te umestne šprinte, Merlier pa se sploh ne bojijo za te šprinte. Ti zaključna zmaga na šprintu da toliko veliko točk, da ti lahko pobereš vse. Ja, zdajle mislim, da jih je ful mal do konca. Ja, ni več veliko. Pa tudi vprašanje, če bo v Parizu sploh šprintne. Ja, mislim, letos verjetno ne bojo take velike razlike, tako kot so bile z Philipsnom, ki je imel ne vem koliko pik razlike pred drugim, pa ni bilo šans, že ne vem od kjere etape naprej je že imel zeleno majico. Ne, pa tudi hočem reči bolj zaradi tega, ker jaz mislim, da še zmer za rumeno se v Parizu ne odločali, ampak bojo pol če bi recimo ostal takle čas, kukar je zdajle razlike, a ne, da bi bil zelo majhen čas, zelo majhna razlika, ampak to je še meni tako zdaj napovedovati, tale tur mi je res težko, mogoče etapo po etapo, pa še to jo lahko komentiram nekako šele, ko se začne etapa in ko začne potekati, tudi danes moram reči, da Čakaj, greva še nazaj na razporeditev ekip. Okay, se pravi, pomočniki, ti si rekla, da nosijo tudi vodo, tukaj morate vedeti, predstavljate si, da greste vi z enim prijateljem v klanc, on nadaljuje v svojem ritmu, vi morate iti pa 200 metrov nazaj do avta, pa morate pa priti do njega. Se pravi, on gre pa skozi isti ritem naprej. Se pravi, vi morate sam to hitrejši pol do njega in se porabiti ta moč in toliko več energije. No, in tukaj pač pridejo pomočniki do izraza, do zavetarja, do še kakšna druga stvar je. Tako da, ja, evo, to so rečemo pomočniki. Zdaj, zakaj ni pomemben, da Pogačar zmaga vse šprinterske etape? Načeloma tukaj, ki je 21 etap. Se jih ne more. Ja, no. Tudi fizično že. Ne. Etap je 21, ne? Ali 22? 21, ok. 21 etap, mer se skupen čas, ne pa kolikrat človek zmaga. In pol ti si lahko konstantno 10, pa boš skupen zmagovalc tura. Se je redko zgodi, se po moje ni še nikoli zgodi. Ja, seveda, brez zmage. No, mislim, da se je brez zmage, ja, sam še vedno si bil, rečemo, drugi, tretji, pač si prišel na te dolge klance. Ja, dobro, 10, pa bi na koncu, tudi so bile, no, jaz se spomnim teh turov ful nazaj, Fruma enkrat, vem, da je bil, to so bili 6 do 10 minut razlike, pa je pa prišel prvi klanc, pa bam, 6 minut na prvi klanc, bam, je prišel 3 etape, na drugi klanc in je bilo konc in je bilo razlika 6 minut, prvi, drugim in je zmagal tur. Zelo drugače vse skupaj izgleda, kot razgleda zdaj. Je pa res, da tudi danes sem poslušala, da ne, pa sem ste vsi lahko poslušali, da dejansko takih dveh rivalov na turu, kot sta zdaj Pogačar pa Vingegaard, da tega pač tudi Hvastija je rekel, da tega se ne spomne, kdaj bi tako bilo, a ne? Ne je. Ja, jaz ne vem, jaz toliko časa... Armstrong pa Ulrich. Ja, no, to je tudi Mercat rekel za Armstrong pa Ulrich, da sta bila, no, ampak zdaj, verjetno veliko ni bilo tega, no, glede na to, da tur 100 let in plus obstaja. Mislim, problem je, ker si itak vsak nov rivalstvo je aktualen in si zato pač rečemo, zdaj pa
to Ma ne, vse se verjetno ti ljudje se valjda kaj spomnijo, kdaj je kdo imel, jaz ne vem, zdaj, ko sem gledala tale film o Merksu, Merks dolg časa ni imel nobene konkurence na turu, ne imel tudi ne vem kakšne razlike. So se začela ta rivalstva kle v 90-ih, ja, mogoče pol, ja, z novodobnim kolesarstvom, ki se je spremenil, kjer so se začele delati ekipe, kjer se je začel voziti je pa res mogoče, ekipno, da je edino to, da sta sam dva, rečemo, toliko močna, mogoče v tem smislu mislu, da se ne pričakuje, da bo kdorkoli sploh še posegel zraven, mogoče zaradi tega, ne? Ker drugač, da so se bojevali prvi trije ali pa kukarkoli za top spot, je bilo pa vedno. Drugače, jaz se zadnjega, ki se spomnim, da sta bila res dva, je bil Ulrich pa Armstrong. No vem, pa to je tega že to 30 let nazaj, a ne? 30, ne, ampak je pa 15, ja. Kaj, Ulrich pa Armstrong, sta se v 90-ih vozila? Ne. Kaj sta? Ja, ni to ono, da tam bila konc 90-ih. Ja, mislim, da ne, 2007, 8, tam nekje, 9. A toliko? Ja. Ne, še to zide 100 let nazaj. Ja, sej, stara si že, veš. Sicer gledam, da se jaz spomnim, tudi nisem prav rosno mlad. Tako da to, pol imate pa v ekipah so še... Pustimo zdaj vsi od maserjev do serviserjev, vsi, ki so kapetani v ekipi, imajo ponavadi svojega maserja, svojega serviserja, medtem ko vsi ostali, ki so v ekipi, je en maser, rečemo za 2, 3, 4 kolesarje, odvisno od budžeta v ekipi. Dražja, več, ki si lahko prvošijo, prej prideš na vrsto in pol pomeni, da greš tudi prej lahko spati itd. Tako da to. Glavno vlogo mogoče prej odigrajo še športni direktorji, ki dajo navodila. Doskrat so kolesarji na kolesu, bolj ka ne lutke, ki jih upravljajo te, ki so zadaj. Razen Pogačar. No, ja. Smo spet tam. Ja, on je izjema, ki potrjuje pravilo. Ker je pač, on je, se do tja prideva še, ko komentirala, kako se je danes vozilo. Ampak ja, hočem povedati, da to, kar ti načeloma športen direktor v avtu reče, tako probaš narediti, se pravi, tudi če si prazen pa en skoč, moraš ti probati skočiti za njemu in pol vidimo hiter kokun, ki je sam probal, pa je bil prazen, da crkne po 300 metrih. Ja, seveda športni direktor ni videl, kako se on glih počuti. Ja. Ampak je tudi tako, ne, da v bistvu, kako vidimo že zdaj, pa kar smo slišali, smo imeli pri nas tudi Hempija kot gosta. Oni imajo vsako jutro en briefing, kjer v bistvu grejo skozi celo etapo, takrat dejansko šele fantje prvič nekako vidijo mogoče celo etapo res v detajle. Tam se naredi tudi neka strategija v nekaterih ekipah, da samo navodila direktor, v drugih ekipah mogoče sodelujejo tudi ostali fantje zraven in se naredi pač takrat ta strategija in se potem proba držati. Ponavadi imajo A, B plane, a ne že saj, če se nekaj zgodi tako pa tako. In potem pač jasno, ta direktor, ki je za tisti dan oziroma zadolžen nekako, ja, včasih za dan, včasih za celo dirko, pač vodi tisti dan in to ekipo in ja, ali pa tudi mora poslušati počutje kolesarja, če nekdo reče, da nekaj ne more ali pa da ne gre, da se pač zadeva mora spremeniti. In dober, verjeten direktor je športni direktor tisti, ki zna v tistem momentu stvari spremeniti, kljub temu, da je bilo nekaj drugače mogoče zmenjeno. Pa zmotivirati. Pa tudi jasno, ta motivacija, čeprav motivacijo imajo tudi verjeten fantje med sabo, si znajo delati, če so ta pravi. Skratka, tako da zdaj približno veste, zdaj čas za skupno uvrstitev se mer pri kolesarjih za skupno uvrstitev, pa za belo majico, vse ostalo se pa zbirajo točke, se pravi, tiskama pikčasto majico je najboljši na gorskih ciljih in se glede na to, koliko je zahteven gorski cilj, več točk se pobere in so gorski cilji na vrhu vsakega klanca, ki je kategoriziran, se pobere toliko pa toliko točk in je lahko ta človek nazadnje na 100. mestu, ampak če bo nabral dosti točk, bo najboljši hribolazec. Tudi če rečemo, bi mi vedeli, da ni glih ta najboljši, da je med boljšimi sicer, ampak ni najboljši. Isto je pa pri šprinterjih, čeprav letos je malo čuden točkovanje, kjer se te točke poberajo, mislim, da za vsako zmago, ne pa samo za, rečemo na kronometru si dobil za zeleno majico si dobil točke,
ker ni nobenega šprinta, ne? Tako da so malo Ja, ta točkovanje čudno to zelene naredili. majice je letos zelo velik točk. Tudi danes je bil en umesen šprint, kjer se je zbirali točke za zeleno majico. Vsak dan je, ne, praktično en umesen šprint se zbira in potem je še zaključen šprint. Ne, in pač te točke so malo tako. Letos bo kar težje verjetno dobiti to Ja, da zeleno bo majico. šprinter letos zmagal, bi bilo kar čudno. Ja, bomo videli. Ja. Tako da Pa še ena stvar, ki si ti rekel tvoja, te vprašala. Jaz sem tudi pa danes dobila en zanimiv vprašanje od naše stranke, klele, ki z nami vedno gleda, pa Nikola Sara. Me je vprašal, kako je možno, da pridejo v času zmagovalca noter, če so se pripeljali delač od zadnji skupina. Ne? In to je v teh šprinterskih etapah se določi vnaprej, koliko kilometrov pred ciljem so varni kilometri in zdaj mislim, da je bilo do zdaj v turu na vseh šprinterskih 5 kilometrov ta omejitev. In se pravi, ko so vsi kolesarji, ki so se pravi prišli z zmagovalcem v 5 kilometrih z njemu not, z zmagovalcem so šli v istem času, a ne noter, se pravi, ne glede na to, koliko so za njemu prišli v cilj. Ni to v Sanča padajo. Ja, ampak so jim zdaj le štel, 70 jih je bilo, cela gora jih je bila, vsi so bili v času zmagovalca. Ne vem, kaj je bila, vse pa ne vem, je to zdaj on gledal, mogoče je kakšno s pacom etapo, ampak on pa pogleda, ne, gospod Zobrila, tele naše, ko on gleda. Ampak načeloma so zdaj pač jasno, zato mogoče so tudi te zmede, zakaj v času zmagovalca, pa če je on tam toliko zadnji prišel noter. No, tako da vsaj približen, da sva vsaj približen razložila, če kaj komu ni jasen, lahko komod komentira spodi, pa se bo prav dotičen primer razložil, ampak saj tako, da v glavnem, zakaj jaz gledam... Ali pa če enkrat pride sem gledat z nami, a ne eno etapo, pa se takrat vse lahko razloži. Ziharlova 10, Trnova, Ljubljana. Ko moj oči pa mami tudi nista imela pojma, sta tudi me take neumnosti sprašvala in pa sem bila vsa živčna in pa sem enkrat to razložila in zdaj ona dva to gledata in vse vesta in moja mat komentira to, ta tur že skoraj boljška tamle, boljška kovsca zihar, tako da... Edini minus tega je, da te mogli kar nekaj časa poslušati Petro, tako da zmeserite si možgane en dan prej, tako kot sem si ga jaz zdaj, ko smo šli na turo. Vse, če ste vi kaj dobrega povedali, bom tudi jaz vas poslušala. Tako da, čak, še nekaj sem nima veze, kaj sem hotel povedati. No, spet sem te zmedla. To je to. Jaz danes sem pozabil povedati, da imamo itak še vedno akcije, se pravi za kolesarske majice. Dobili smo hlače, tisti, ki še niste nobenih Hasovih hlač sprobali, pridite zdaj sprobati, danes jih je šlo že kar nekaj ven. Tako da, ja, pohitite, smolove zelo še mal, pa XL-ov, mislim, da tudi sam še enega, dva. Tako da to se najbolj mudi mediumov, pa GT modela, glede na to, da smo jih dubali, mislim, da 10 jih je zdaj še 4 kose, tako da pohitite. A ženskih imaš tudi kaj? Ženske imamo še, pa še se pravi še RS model je še vedno ostal, tako da ženskih imamo še. Je pa umaje, pa nimam čist nič ženskih. Imam sam R model, se pravi sam ta boljši model. Tako da ja, če kogar karkoli zanima, pridite na svete za čelade, očala, kolesarsko opremo, rade vole dam, danes jih je bilo kar enih par tukaj, ko se pol pogovarjamo in pol pač ja, mislim, da pridejo kar do ta pravega zaključka, tudi če nič ne kupite, mislim, da svetujem pravilno, tako da ja. Hvala pa vsem, ki ste naročili, jaz sem ful hvaležen, upam, da ste zadovoljni, pejte na Google review, pa nam dejte komentar, pa tako da še vsi ostali videli, a ste zadovoljni ali niste, in ja, hvala. Greva zdaj dalje. Greva kar na tur. Jaz se sva že na turu. Ja, jaz sem si zapisal to, kar sva že pokomentirala glih na današnji etapi, da je Rogla, da je kapetan Red Bulla, vsaj tako se je pokazal, kako sta se vozila, ne? Jaz mislim, da je to nek, kar se vidi skozi etapo, kako se vozijo kolesarji, da se lahko tudi pokapira, kdo je pač, rečemo, kapetan, kdo ne. Pol to, kar se tiče telih koles, ki mi je bilo, jaz sem bil kar malo začuden, no, da so bili vsi še vedno na aerokolesih, da ni bil noben na temu bolj climberskem, ki mislim, da V5 RS je šel vsem tudi zelo dober bike, tudi za brzino, ampak ja, zgleda so se rajš odločili za Y.
Za druge kolesarje veš pa, da nisem bil pozoren. A drugi pa UAE so imeli... Ne vem, tudi nisem tam, sem sam videla Pogačar, ampak ne vem, jaz ne vem, bi rekel, da so bili vsi, ne vem. Še ena za intermeco. Zajebala sva, nisva tehtala Kolesna rundi, ja. Ja, tako da jih bova tehtala Ta teden. Zdaj, ko vi gledate, se pravi danes, v torek na rundi bova tehtala in bom naslednji teden bova dala. Ja, tako da je treba že malo prej biti klele pripravljeno. Ja, se bom ne s pa da tehtanco. vedno neki brez veze skačeš gor pa dol. Ženske. A ti bilo še kaj na današnji etapi? Jaz sem prišel do tebe, sem rekel, da mi je bila ful zanimiva, ti si prišla, si rekla, da je bila totalno brezvezna. Ja, čeprav sem bolj poslušala komentar Vingegaarda, pa sem bila malo boljše volje. Zdaj, če smo glih pri današnji etapi, zdaj mogoče zato, ker jaz sem pač tak človek, da zato se včasih moram malo umiriti, da če nekaj ful veliko pričakujem, danes je bilo ful govora o tej etapi, vse se je ful pričakovalo, že včeraj smo vsi debatirali o tej etapi, že danes zjutraj, ko smo bili kle, Premožič pa vsa naša vrsta jutranja kavica kolesarjev, ko pride, smo imeli samo o tej etapi govorili in sem jaz pač toliko pričakovala. In ne govorim, da sem pričakovala zmago Pogačarja, daleč od tega, pričakovala sem ful boj. V bistvu me je bilo ful strah. Jaz sem imela tamle vmes 99 pulza, ker sem bila živčna vsa. In pričakovala sem, da bo veliko več pač skakanja strani Vizme, da bojo bolj mu hoteli ponagajati. Ja, v bistvu imela sem najprej jaz skozi celo etapo tak feeling, da pač kar neki, pa da mogoče mu sam navijajo zato, da ne bi rumene majice pustil, a ne, da ga hočejo še vedno, da obdrži rumeno majico. Sicer tam že od začetka, ki je bil v ekipi Yates od spredi od Vizme, a ne, sem pač rekla, da to bo najverjetneje on zmagal etapo. Sploh, ko je bilo enkrat tistih 5 minut pa pol razlike zabetoniranih, zdaj edin, da bi ne vem kaj, ampak še vedno sem nekaj to edin, če bo Vizma. In ja, do konca mi je bilo tako nekako, sej nekaj bo, nekaj se bo zgodil, nekaj sem skozi čakala, kdaj se bo nekaj zgodil, in v bistvu se nič ni zgodil. Deti skok Pogačarja je bil v bistvu mogoče v redu, glih zato, da se še malo približil, da ni bila prevelika razlika, ampak tudi mislim, da z njegove strani to ni bil, vsaj kar če jaz gledam, ni bil to glih ob ta pravem času narejen skok, če bi hotel delati neko razliko. Od Vingegaarda sploh, tukaj Vingegaard ga je sicer držal, ampak to je pa tudi vse, kar je lahko naredil. In tudi zdaj, če bo Pogačar zdržal vse te pritiske, se meni še vedno tako zdi, da enostavno Vingegaard, ne vem, če bo imel on letos dovolj moči, da bi lahko on napadel, pa on nekaj naredil. Tudi Jorgenson pa Kusta se pokazala za dož voha, Kus je ves čas odpadal, sicer se je vračal nazaj, ampak tako da v bistvu na koncu... Mislim, Kus je itak nepomemben špilavc. Mislim, da on se pač nekaj hotel narediti, ampak ja... Ja, sam je nepomemben, gre lahko naprej, ga pustijo XY ja, minut. zato, ker ima pač toliko že zaostanka, Jorgenson ga pa nima, to je res. Se si videl, ker je Jorgenson skočil, je bil Pogačar, tako je mu zariti. Ja, se pravim, da pol tudi, ko sem slišala pa izjavo Vingegaarda, pa videla njegov obraz, ki je bil spet v zelen pa bel in mi je bilo pač pol odlegal. Petra analizira, kaj CIA je agent. Njega se res da brati, on ima res ene take posebne mimike na obrazu, ki jih recimo pri Pogačarju ne moreš videti, ker se bo pač s tistim nasmeškom pripelil noter, pa ne veš, ali je to nasmeh ali stiska zobe ali kaj. Pri njemu pa to, kar vidiš, in tudi pol se je pokazal na koncu, je bil Pogačar razigran, slikal se je, fotografiral se je, zafrkaval se je z novinarji, Vingegaard v svojem resnem stilu naprej. Rekel je, da pač, da so poskušali z napadi in da jim pač v bistvu ni uspel in da čestita UAE-ju. In če je to, pol mi je v redu in je to. Tako da. Ne, sej, jaz mislim, da tako, kot že na kakšnih drugih podcastih isto pravijo, da Pogačar trenutno lahko sam sebe uniči. To je edino in tako pametno, kakor letos voz, oziroma se kaže, da voz. Tako mislim, da ni še noben... Ja, saj sem brala eno njegovo izjavo. Glih danes je bilo objavljeno, da je izjavo, da ta tur letošnjega dela odrastuga in da odrašča in da pač vozi, da spoznava samega sebe in da ne bo, da pač v smislu, kakor da ne gre vse samo na ofenzivo, ampak tudi na defenzivno vožnjo in da bo pač s tem nekako
poskušal naprej. Tako da, še vedno mislim, da kar se mene tiče, tako stajata samo ona dva v igri za prvo pa drugo mesto. Ja, tako da tukaj bi ne vem, kaj se moglo zgoditi. Jasno se lahko zgodijo, ne vem, bolezen, padec, karkoli, ampak upam, pač to je tretja stvar, to je višja sila, ampak če vse poteče, bo tako bilo. Je pa malo verjetno tako, kot vse, ker kaj je bilo še prejšnji teden se dogajalo, me je presenetil Vingegaard s kronometrom, tako kot verjetno vse in tam pač sem pričakovala, da bo Vingegaard vseeno malo bližji, pa niti, da bo Pogačar toliko blizu spet Remkotu, a ne? To tudi še nismo komentirali, ampak... Tukaj je neka fiska zadnji, da so mu dali, da na to gonilko je bil navajan, ampak problem je, ker so mu dali čist prevelik verižni gor in pol ti rabaš imeti toliko večji navor, da pač lahko to zavrtiš. Skratka, je neki sami fiski zadnji, jaz nisem toliko pameten, da bom zdaj to razlagal, ampak sem na drugje poslušal, da je to res ali ni, ne vem. Sam pa je, da so izjavili, da so že ugotovili, kaj so narobe, kaj so zafrknili in da se to ne bo več zgodilo. To je to, kar so dali izjavo. Kar se danes tiče, eno je, da mogoče voz pametno, drugo je tudi to, da pač meni ni všeč, kako v teh trenutkih, ko Pogačar skočne, ki je zelo malo do cilja, bi ga rajš videl, da bi skočil za Vingegaardom, ne pa da je pred njemu, pa da skoči. Zato, ker ga ima Direkt pred sabo in za Ritjo se je dosti lažje voziti, kakor pa 3 metre, 4 metre za njemu. Vingegaard pred njega ne gre, ne? Ja. Sej. Tako da ja, pač Hinko si Hinko, pač Hinko boš ostal zavedno, ne. Tako da tukaj moramo pa vedeti, glede na to, da se sam one dva šla lahko naprej, da že ritem, ki so ga imeli tam, je bil zelo, zelo težek. Zato, ker nobeno drugih ni mogel niti muksan zraven, ker sta se ona premaknila. In ja, zgleda, da sta ona dva prvi drug v skupnem, pol bojo pa ostalih, koliko jih je 5-6 bilo zadnji, ki se bojo pa borili. Ampak ja, meni je bila etapa tako nasplošno, pač so mi všeč te, ker sta v bistvu 2 etapi v enem in pol, da se še kakšni drugi bojujejo za zmago. Kar se pa Pogačarja tiče, mi pa všeč, da je tako malo bolj pametno voz, da ne gre vse v smrt. Je pa, glede na to, da so vsi ostali odpadali, jaz mislim, da tudi Pogačar danes ni mogel čist nič več dodatno narediti. Ne, to pač, če bi mogel prej, ampak bi potem preveč se potrošil in je bilo čist brez veze. Je pa edina, mogoče malo taka tudi grenak priokus to, da je Almeida odstopil, a ne, ki bi bil zelo pomemben verjeten člen v hribih, ampak mislim, da kakor mi Pogačarja poznamo, pa kakršen je on tip človeka, mislim, da mu bo tam sam še dodatna motivacija in da mogoče bo glih zaradi tega še marsikaj kakšen vatek stisnil več, kakor bi ga drugač. Tako da ja, ne vem, jaz vem, da zdaj v bistvu meni ta tur, tu je ena taka malo že psihološka vojna, tudi vse skupaj že, danes je meni mesec rekel, tudi... Pa se to je skozi. Ja, ampak mislim, da se to, kar to ratuje, vedno bolj. Ali sem pa jaz bolj v tem noter, pa bolj berem, pa vse bolj spremljam. In tudi on mi je rekel, da je nekaj toliko brati pa spremljati, ker vidiš, že tebe so zdaj tukaj, da si nervozna, da si živčna, že tebe so do tega zraven. Santa Barbara vsakič. Ja, ne vem, res meni so... Tako no, je pa ja, jasno, ne moreš predati tura, Vizma ni prišel sem po drugo mesto, Vizma ni prišel po etapne zmage, oni so prišli po tur, zmagati tur in bojo uporabili vse, kar lahko uporabijo in so v temu sigurno bolj pretkani, kar se tiče neke pretkanosti in tega spletkarjanja in to so pač, to niso Vingegaard, to ni Van Aert, to so pač njihovi vodstvo in ja, pač, če bojo zmagali na tak način, bojo zmagali pač pa na tak način, sam se pravi, ne vem, če to pol še res... Na kakšen način? Ja, se pravi, z temi psihološkimi fintami, da jim vleč, da bo Pogačar zgubil, da bo držal rumeno majico. Ja, to je šport. Vse po vseh športih isto. Ja, se je, ampak tega do zdaj nekako nismo bili mogoče navajeni. No. To se sam tebi zdi. Verjamem, da včasih so se vsi grdo gledali, tudi kje sploh te, ki so zmagovali. Pa so prijatelji ratali še lepo, ko so vsi zaključili kariero. Ker se, ko so dirkali... No, meni verjam, da Vingegaard pa Pogačar nikoli ne bosta prijatelja.
Že tudi, če bi se spoznala nekje v tretjem svetu, sploh ne bi bila kolesarja, ne bi mogla To biti. ne moramo vedeti, ampak hočem samo povedati, Vingegaard verjetno ima 2 prijatelja v življenju. meni je v športu je meni pač to čist logično, zaradi tega, ker vsak, ki je zmagovalec, ima določen ego zadaj. In če te en drug premaga, mu boš vedno mal zameril. Ne boš kar, ja, super, zmagal si. Tudi če mu to rečeš, ko prideš v cilj, še vedno hočeš biti naslednjič boljši in mu mal Ja, zameriš. to je vse jasno, Ja, vse saj. logično. Ampak Samo ne ti pa hočeš vse narediti za to, da boš zmagal, no? Ja, seveda ne bo to biti prijatelja biti. Jaz sam govorim o tej taktiki, vsem skupaj, ki se dogaja. Ne vem, pobiranje bidona Jorgensona, preleti, zagrab bidon pred Pogačarjem, noč skoč, ne vem, navijanje za to, da Pogačar obdrži rumeno majico, besede, komentarji, pisanje po socialnih omrežjih. Vse to mi je pač tako malo. Okay, meni se ne zdi. Ja. Kar sem jaz, je pa Se res, pravi, da mogoče pa sem jaz dosti manj na preveč to zdaj družbenih spremljam, pa kakor ti. prej tega nisem nikoli, pa zato nisem imela tega občutka, ampak ne vem. Ne, meni je vse del športa. Okay. Greva še naprej, dogajanje klele na Ziharlovi, kaj posebenega? Tako kot sem rekel, mi gledamo vsak dan etapo, vsak dan podelimo nagrade, zdaj smo že ful veliko podarili, imamo te rumene bidone od etapa, ki so zdaj pridejo poštev, da se jih zdaj voskaje tur, neki par jih še imamo. Potem navijamo, ko bo, se pravi, v soboto bo velo izlet, midva zdaj, kot kaže, nama ta Francija letos ni usvojena, tako da očitno bo ostala kle. Za naslednji vikend bi pa pol v soboto spet pripravili mogoče en malo težji izlet, pa jasno v nedeljo je kle zaključek tura in če bo vse posreč, nas čaka velikoslavje, mi vedno kle odpremo šampanc, če nam rata dobiti v tem času, imamo ognjemet, tako da ja. To je to. Dobar, do naslednjič se vidimo na Ziharlovi 10, pridite kaj na rundo, na izlet pogledat in do naslednjič, uživite na bajku. Čau.